Pozdravljeni! Size Zero koncept je zadeva, katero smo pogosto slišali, predvsem v vezi s pogonskimi sklopi Honda. Dosti se je o tem govorilo, a malo razložilo, zakaj pravzaprav gre. Ne gre toliko za samo namestitev določenih komponent pogonskega sklopa, kot za celotno filozofijo. A da bomo bolje razumeli, zakaj je najprej potrebno, da si pogledamo, kaj ta sploh Size Zero je, od kje prihaja, kaj naj bi pomenilo. Prihaja iz sveta mode. Gre namreč za neko mero, neko številko, ki bi bila tista idealna številka, katera bi pokazala vso prednost določenih oblačil na telesu manekenke. Kolikor vemo, v modi so običajne zelo suhljate manekenke, anoreksične oziroma na meji, in prav ta oblačila naj bi lepo pasala na tak tip telesa. Prevedimo zdaj to v svet Formule 1. Oblačila šasija, pogonski sklop manekenke. Potrebno je zelo lahek, zelo suhljat pogonski sklop, da bo aerodinamična oblika šasije prišla do izraza. In to se ni začelo s Hondo in McLarenom v tej hibridni dobi, temveč s Ferrarijem. Spomnimo se sezone 2014 in nesrečnega Ferrarija F14T. V začetku, v konceptu bolida, je Nick Tombazis zahteval pogonski sklop, kateri bo čim manjši, s čim manjšimi hladilniki, čim lažji, kateri naj bi pokazal določene prednosti, ki bi jih imela njegova šasija. Luca Marmorini je izdelal svojo ekipo pogonski sklop 059/3, kateri je ustrezal tem zahtevam, a vedeli so že v začetku, že v tisti predhodni izpeljanki skozi 2, da s kakšnimi močmi tu ne bo govora, ukolikor bojo želeli biti zanesljivi. Problem v sezoni 2014 pri Ferrariju je bil ta, da so imeli prav le na pol. Namreč dobro so se zavedali, da njihov pogonski sklop ne bo med najbolj močnejšimi, v resnici je bil med najšibkejšimi, a tiste aerodinamične prednosti šasije F14T ni bilo od nikoder. Zato ta bolid ni bil eden izmed najgrših, kar smo jih videli pri Ferrariju, bil je tudi eden izmed najmanj uspešnih. Marmorini je nič kriv, nič dolžen postal grešni kozel za ta neuspeh, a ideja se je preselila v druge ekipe, v McLaren. V sezoni 2015 je Honda predstavila svoj prvi pogonski sklop v tej hibridni dobi, leto za ostalo konkurenco. Vgradili so jo v McLaren MP4 pomišljaj 30 in tu smo videli ta znani pogonski sklop RA615H, tisti prvi, ki se ga nekako kliče Size Zero. To pa zaradi tega, ker turbina in MGU-H, za razliko od ostale konkurence, nista bila pred oziroma za tem motorjem z notranjim izgorevanjem. To je na primer konfiguracija Mercedesa, Renault in Ferrari sta imela vse v enem bloku za, temveč v V-ju, med valji, v tistem prostoru, da je bil pogonski sklop praktično čim manjši, čim krajši in videli bomo tudi čim lažji. Perfektna definicija Size Zero. Problem. Hoteli so lahek, močan, zanesljiv pogonski sklop, a enostavno ni šlo. RA615H je imel na primer premajhno turbino. S tem, ko so težili k tej majhnosti, so se izbrali na začetku tako majhno turbino, da ni zmogla dajati toliko pritiska motorju z notranjim izgorevanjem. Ker so hoteli majhne hladilne površine, je bila zanesljivost, videli smo na dirkah, porazna. Imeli smo torej pogonski sklop, ki je bil ne samo zelo, zelo šibak, ampak tudi zelo, zelo nezanesljiv. Dodajmo k temu še tisto bizarno pravilo razvoja pogonskih sklopov z razvojnimi žetoni, ko v bistvu enkrat, ko konstruktor je totalno zgrešil smer, tudi če je vedel, kje so rešitve, jih ni mogel uporabiti. To smo videli tudi pri Hondi v naslednji sezoni, ko so pokazali pogonski sklop RA616H, ki je bil prav tako Size Zero z nekaterimi izboljšavami. Večjo turbino, na primer, malo težji je bil pogonski sklop, a prav
ta porast teže, ta večja turbina je prinesla druge negativne točke, naprimer zvišanje težišča pogonskega sklopa, kajti turbina je bila prav tako med vali v tistem V-ju in ker je bila večja in težja, je posledično dvignila težišče. McLaren s tem pogonskim sklopom je dosegel bistveno boljše rezultate, a daleč od tiste, ki so jih želeli. Ugotovili so, da ta Size Zero, vsaj kot se ga je zamislila Honda, nima prihodnosti, kajti niso mogli razvijati pogonskega sklopa v tisto smer, katero so si želeli. Pač dosegli so tisti optimum, niso mogli doseči zadanih ciljev. V sezoni 2017 se te razvojni žetoni ukinejo in Honda naredi nov pogonski sklop RA617H, kateri sledi tistemu konceptu, ki ga je imel Mercedes že od sezone 2014. Sicer sezona v McLarenu je bila porazna, približno taka kot ona leta 2015, a zaradi tega, ker prvič so bili vsaj 3 sezone za razvojem, ki ga je imel Mercedes in hoteli so jo nadomestiti v nekaj mesecih. Nato je prišlo do velikega preobrata v ekipi McLaren, odhodu Rona Dennisa, praktično razumljivo, zakaj je bila sezona porazna. Tudi ločitev je bila, po mojem mnenju, med Hondo in McLaren nekaj razumljivega, kajti izgubili so skupen jezik, zvračali so krivde eden na drugega, bolje, da so šli na razen. A Size Zero koncept je še daleč od tega, da bi bila zaključena zgodba. Čeprav nimamo več v Formuli 1 teh pogonskih sklopov, ki bi sledili temu trendu, smo lahko v lanski sezoni videli nekaj podobnega. Spomnimo se samo, kakšne probleme je imel Red Bull RB14 z zanesljivostjo in pogonskimi sklopi Renault. Daleč od tega, da bom trdil, da so bili Renaultovi pogonski sklopi v lanski sezoni odlični. A samo pri Red Bullu so imeli očitno ogromne probleme z zanesljivostjo. Je bil tu problem, da je bila šasija RB14 nekako narejena za Size Zero Power Unit, za Size Zero pogonski sklop. Pogonski sklop sam Renaulta pod imenom Heuer v Red Bullu pa je bil malce prevelik in zato je imel določene težave. Zamislimo si spet tisto prispodobo z manekenko na začetku tega prispevka, ko bi v malce bolj obilno manekenko dali v tisto premajhno oblačilo. Kaj bi se zgodilo? Problemi pri gibanju, problemi pri dihanju in na koncu težave z zavestjo verjetno. In prav to, po mojem mnenju, je bila ena izmed glavnih težav pri RB14. Mogoče so hoteli samo malce ponagajati Renaultu, mogoče so gledali, kako se bo obnašala zmanjšana šasija na pogonskem sklopu Honda, katerega so dobili letos in nimajo težav. Dejstvo je, da je bila, po mojem mnenju, prav šasija RB14 tista narejena po konceptu Size Zero z pogonskim sklopom, kateri ni bil v tem konceptu. V glavnem, tako v Formuli 1 kot v svetu mode se je ta koncept Size Zero pokazal za izjemno nevarnega in na koncu malo uspešnega. Upajmo, da v obeh svetih bojo za dosti časa pozabili na take skrajne in nore ideje. Predvsem v dirkah nočem več videti takih zadev, kot smo jih videli v sezoni 2014, 2015 in 2016 pri mnogih ekipah. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.